Iz življenja vesoljne cerkve. Lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji bomo pozornost namenili novemu predsedniku Nemške škofovske konference škofu Heinerju Wilmerju, katero pot bo ubral pri sinodalnem procesu, ki ga Nemčija pelje nekoliko po svoje. O tem se bomo pogovarjali z doktorjem Zvonetom Štrubljem, ki zadnje leto po 13 letih v Bruslju spet deluje v Stuttgartu. Najprej pa še nekaj drugih aktualnih novic, med njimi o tem, da sta se direktor Radia Ognjišče Monsignor Franci Trstenjak in direktor založbe Ognjišče Miha Turk po sredini splošni avdienci srečala s papežem. Z vami sva Blaž Lesnik in Marta Jerebič. Tako kot ves svet je tudi Sveti sedež zaskrbljen zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Papež Leon XIV nas v molitvenem namenu za mesec marec vabi k molitvi za vse narode sveta, za njihovo učinkovito razorožitev, zlasti za jedrsko razorožitev in da bi njihovi voditelji izbirali pot dialoga in diplomacije namesto nasilja. Že v torek je ob odhodu iz Castel Gandolfa pozval k delu in molitvi za mir in za manj sovraštva, k spodbujanju dialoga in iskanju rešitve brez orožja. Podobno je dejal že med opoldanskim nagovorom prejšnjo nedeljo, ko je poudaril, da stabilnosti in miru ni mogoče doseči z medsebojnimi grožnjami, niti z uporabo orožja, ki se je uničenje, trpljenje in smrt, ampak le skozi razumen, iskren in odgovoren dialog. Globoko zaskrbljenost zaradi ameriško-izraelskega napada na Iran in s tem širjenja vojne na Bližnjem vzhodu je izrazil tudi vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin. V pogovoru za vatikanske medije je dejal, da takšne preventivne vojne predstavljajo resno grožnjo globalni stabilnosti. Več Petra Stopar. Kardinal Parolin je kritiziral odstopanje od načel zapisanih v listini Združenih narodov, ki dopušča uporabo sile le kot skrajno sredstvo po izčrpanju diplomatskih poti ob strogem upoštevanju načel nujnosti in sorazmernosti. Če bi državam priznali pravico do preventivne vojne po lastnih merilih in brez nadnacionalnega pravnega okvira, bi se lahko cel svet znašel v plamenih, je opozoril. Poudaril je še, da se mednarodno pravo vse bolj krši, saj je na mesto pravičnosti stopila moč, ta pa je prevladala nad pravom. Danes po njegovem mnenju prevladuje diplomacija sile posameznih držav ali zavezništev, ki menijo, da je mir mogoče doseči z orožjem. Opozoril je tudi na dvojna merila pri obsodbi kršitev. Nekatere žrtve se obravnavajo kot kolateralna škoda, druge pa kot nedopustne. Glede demonstracij v Iranu je dejal, da hrepenenj ljudstva ni mogoče reševati z raketami in bombami, temveč zagotavljanjem svobode izražanja v pravnem okviru. Pozval je k takojšnjemu premirju in vrnitvi k pogajanjem, ki zahtevajo potrpežljivost in uravnoteženje interesov. Vojna na Bližnjem vzhodu vpliva tudi na življenje tamkajšnjih krščanskih skupnosti. Večinoma jih sestavljajo migranti iz različnih držav, jezikov, tradicij in obredov. V samem Iranu naj bi bilo 800.000 kristjanov, kar je 0,9%. Večinoma so to Armenci in Asirci, sledijo jim kaldejski in latinski katoličani. Ostali naj bi bili del podzemne skupnosti nekdanjih muslimanov, ki so se iz islama spreobrnili v evangeličansko in binkoštno krščanstvo. V zalivskih državah, ki so tarča iranskega povračilnega ukrepa, je zdaj veliko cerkva zaprtih. V Bahrajnu, kjer katoliška skupnost šteje 80.000 ljudi, se verniki iz varnostnih razlogov ne smejo zbirati pri mašah ali drugih župnijskih dejavnostih. Bogoslužje in verouk do nadaljnega poteka po spletu. Posledice vojne čutijo tudi v Jeruzalemu. Odgovoren za šole v Sveti deželi, pater Ibrahim Faltas, je povedal, da so šole zaprte, učenje poteka nadaljavo. Otroci so prestrašeni, saj sirene in eksplozije odmevajo tudi v njihovih domovih. Prihod romarjev se je popolnoma ustavil. Skupine so odpovedale obiske in se vrnile domov, večina prek Egipta, saj je njihovo letališče zaprto.
Najhuje pa je znova v Gazi. Izrael je namreč zaradi napadov na Iran spet zaprl vse prehode za nevladne organizacije. Po besedah župnika edine katoliške župnije v Gazi, patra Gabriela Romanelija, se najbolj bojijo, da se bo ustavil dostop do pitne vode. Ljudje že zdaj čakajo tudi 4 ure, da morda dobijo 15 litrov vode. Nekatere organizacije so ustavile razdeljevanje obrokov hrane. Pater Romanelli je še povedal, da so se na tržnice sicer nekateri izdelki vrnili, na primer sadje, meso in sir, a cene so zelo visoke in večina prebivalstva nima možnosti plačati, saj je večina izgubila vse, svoje domove in službe. Papež Leon XIV bo danes popoldne obiskal že 4. rimsko župnijo. Tokrat se bo mudil v okrožju Torrevecchia na zahodnem obrobju Rima. Območje je zaznamovano z organiziranim kriminalom, primeri družinskega nasilja in nezakonitimi naselbinami. Vendar župnik Don Paolo Stacchioti poudarja, da kronike ne odražajo polne resnice. Skupnost je enotna, polna velikodušnih ljudi, ki si medsebojno pomagajo in živijo solidarnost. Župnija je bila papeškega obiska nazadnje deležna leta 1982, ko jo je obiskal sveti Janez Pavel II., kar pomeni, da mineva več kot 40 let od prisotnosti rimskega škofa. Leon XIV se bo srečal z otroki, mladimi in družinami, invalidi, bolnimi in približno 60 osebami, ki se srečujejo z različnimi oblikami stiske. Tako skupino ljudi je nagovoril tudi že prejšnjo nedeljo, ko se je mudil v župniji na vzhodnem obrobju Rima. Izrazil je veselje, ker je župnijska skupnost živa in živahna in ker kljub resnim težavam v lokalnem okolju pogumno pričuje za evangelij. Quando ci accorgiamo che tante cose attorno a noi non vanno, ko se zavemo, da gre veliko stvari okrog nas narobe, se včasih vprašamo, ali ima to, kar počnemo, sploh smisel. V nas se pojavi skušnjava, da bi se vdali, izgubili motivacijo in zagon. Vendar pa moramo prav pred skrivnostjo zla pričevati v naši identiteti kristjanov, biti ljudje, ki želijo, da bi bilo Božje kraljestvo opazno v krajih in časih, v katerih živijo. nei luoghi, nei tempi in cui vivono. Papež Leon XIV je pri sredini splošni audienci nadaljeval razmišljanje o dokumentih drugega Vatikanskega koncila. Tako kot sredo prej je tudi tokrat govoril o dogmatični konstituciji Lumen Gentium, ki govori o cerkvi. Audience na trgu Svetega Petra so se udeležili tudi predstavniki tiskovnega društva Ognjišče in radija Ognjišče ob nedavni visoki obletnici delovanja. Več Tanja Dominko. Najprej nekaj besed o papeževem nagovoru, v katerem se je naslonil na dokument iz drugega Vatikanskega koncila. V dokumentu med drugim piše, da je cerkev dobro sestavljen organizem, v katerem sobivata človeška in božja razsežnost, brez ločevanja in brez zmede. Papež je nadaljeval. Prva razsežnost je takoj zaznavna, saj je cerkev skupnost moških in žensk, ki si delijo veselje in napor biti kristjani, s svojimi odlikami in slabostmi, oznanjajo evangelij in so znamenje Kristusove navzočnosti, ki nas spremlja na poti življenja. Vendar ta vidik, ki se kaže tudi v institucionalni ureditvi, ne zadošča, da bi opisal pravo naravo cerkve, kajti ta ima tudi božjo razsežnost. To pa ne pomeni idealne popolnosti ali duhovne nadrejenosti njenih članov, temveč dejstvo, da je cerkev rojena iz božjega načrta ljubezni do človeštva, uresničenega v Kristusu. Tako cerkev živi v paradoksu, je hkrati človeška in božja, ki sprejema grešnega človeka in ga vodi k Bogu, poudari papež. Mi pa smo povabljeni, da gradimo cerkev kot vidno obliko in kot duhovno zgradbo, po ljubezni med nami. Audienca se je nadaljevala s pozdravi zbranim skupinam, med katerimi so bili tudi sodelavci radija in založbe Ognjišče. Posebna čast pa je doletela direktorja obeh ustanov, Francija Trstenjaka in Miha Turka, saj ju je papež posebej pozdravil in se z njima rokoval. Res je sveto trenutek, kajti lahko sem se rokoval s papežem Leonom XIV
in to ob 60-letnici založbe Ognjišče in 30-letnici Radia Ognjišče. Naj povem, da ta stisk roke je bil seveda stik z vsemi našimi sodelavci, pa tudi z vsemi našimi poslušalci. Moram povedati, da je bila ideja, da bi se naj šli k papežu srečati vsi naši sodelavci, oziroma vsaj večina, ampak žal ta načrt ni uspel. Dovolili pa so tako rekoč samo meni in direktorju založbe Ognjišče, da prideva do njega in da se rokujeva in da mu tudi izročiva darilo, čisto slovensko, z nekaj slovenskimi dobrotami in pa tudi z revijo Pro in revijo Ognjišče kot takšno. Tako da res ostal mi bo v lepem spominu ta trenutek na današnji dan in Bog daj, da bi se ta blagoslov, ki se na nek način dotaknil mene, dotaknil tudi vseh mojih sodelavcev in vseh naših poslušalcev. V teh turbulentnih časih pa ga je pravzaprav potrebna celotna domovina. Pri založbi Družina je izšla nova biografija o papežu Leonu XIV, knjiga, ki papeža naziva kot svetovljana in misionarja 21. stoletja, zaokrožuje obsežen intervju, prvi, ki ga je Leon XIV dal v svojem pontifikatu 2 meseca po izvolitvi. Predstavitve slovenske knjižne izdaje se je udeležila tudi avtorica Elise Ann Allen, vatikanistka in dopisnica Cruxa ter žena pokojnega urednika omenjenega portala Johna Allena. Kaj je avtorica povedala o srečanju s papežem in o pisanju njegove biografije, pa v prispevku Nike Mandl. Papeževa biografija je v originalu izšla v španščini, kljub temu, da je njena avtorica Elise Ann Allen ameriškega rodu. Kot je dejala na predstavitvi slovenske izdaje, knjigi kmalu sledijo še angleška, češka in slovaška izdaja. Do zdaj pa je knjiga prevedena še v francoščino, italijanščino in portugalščino. Na vprašanje, zakaj je bila ravno ona izbrana za zapis biografije, je odgovorila. Torej, zaradi kontaktov v Peruju so me kontaktirali iz perujske veje založbe Penguin Random House in so izrazili željo, da bi napisala biografijo o papežu in da bi to kljub temu, da sem Američanka, naredila v španščini. In razlog, zakaj so me izbrali, je bil predvsem ta, ker sva oba s papežem Američana, oba poznava perujsko cerkev. Na začetku si nisem znala predstavljati, kako bi napisala to biografijo, ne da bi se s papežem pogovorila o njegovem življenju, da ne bi naredila tega intervjuja. In ko sem ga zaprosila zanj in ko je privolil, sem bila zelo vesela in navdušena. Eden izmed namenov knjige je zapolniti manjkajoče podrobnosti o papeževem življenju. Zakaj je avtorica v procesu pisanja uporabila toliko različnih virov? Odgovor na to vprašanje je ključen, tako za razumevanje knjige, kot tudi za razumevanje tega, kdo papež je. Namreč on je avguštinec in ena zelo pomembna dimenzija avguštinske duhovnosti je prijateljstvo, prijateljski odnosi. Ko sem razmišljala, kako ga predstaviti, sem ugotovila, da ravno skozi to perspektivo, da moram v Peru in torej govoriti z ljudmi, ki so v preteklosti bili njegovi prijatelji, njegovi sodelavci, ljudje, ki so mu bili blizu. Seveda tudi člani njegove družine, predvsem brata, ki sta z veseljem dala veliko intervjujev, v katerih sta razkrila kar veliko podrobnosti iz njegovega otroštva in mladosti. Obsežna biografija predstavi papeževo življenje vse od otroštva pa do njegove izvolitve za svetega očeta. Odstira tudi njegove načrte in vizijo za razvoj cerkve, ki spoštuje tradicijo ter hkrati ponuja svežino, s katero se bo lahko soočila z izzivi prihodnjih desetletij. Poslušate podcast Radia Ognjišče. V Würzburgu je konec februarja potekalo spomladansko zasedanje nemške škofovske konference. V središču so bile volitve novega predsednika ter razprave o sinodalnem procesu, ki ga Nemčija pelje nekoliko po svoje, in drugih aktualnih temah, kot je odnos do stranke AfD. Več o tem nam bo povedal dr. Zvone Štrubelj, ki se je po 13 letih delovanja v Bruslju in Beneluxu vrnil v Stuttgart. Lepo pozdravljeni. Ja, prav lep pozdrav želim vsem poslušalkam in poslušalcem
priljubljenega Radia Ognjišče. Za novega predsednika Nemške škofovske konference je bil izvoljen 64-letni Heiner Wilmer. Katere osebne podatke bi pri njem izpostavili in na katerih področjih je deloval doslej? Torej, prvič, da je redovnik, pripada kongregaciji duhovnikov srca Jezusovega. In je bil, preden ga je papež Frančišek 2018. Imenoval za škofa v Nemčiji, je bil vrhovni predstojnik tega reda, ki šteje približno 2500 do 3000 redovnikov, ki delujejo v 40 državah sveta. Torej, odgovorna funkcija, in iz Rima je potem prišel v Hildesheim kot škof Hildesheima. Hildesheim pa leži na spodnjem Saškem, delo zemlja sega proti Hamburgu in Hanovru. Škofija ima približno 500 000 katoličanov, je pa to področje večinsko evangeličansko-protestantsko. Kaj je škof Wilmer povedal v prvi izjavi po izvolitvi oziroma tudi po koncu spomladanskega zasedanja o sami sinodalni poti, ki gre v Nemčiji drugačno pot? Ja, torej on je potrdil to sinodalno pot, da se bo nadaljevala, mogoče z malo drugačnimi poudarki kot do sedaj. Ne toliko poudarka na administrativni reformi nemške cerkve, ampak bolj na duhovnem poglabljanju, tako da bi rekel, je ta duhovni vidik zelo pomemben. No, meni se zdi kar lepa naključja, da je na to mesto prišel redovnik. Papež sam je redovnik, že Frančišek je bil redovnik, naš nadškof v Sloveniji je redovnik. Sem 25 let poučeval v Kopovi Novi Gorici nauko cerkve, ekleziologijo, in sem tako malo šaljivo imenoval redovnike specialci v cerkvi. Tako da v kriznih časih nas prav specialci lahko rešujejo. Torej, to je ena taka vzporedba. Je pa ta kongregacija, se imenujejo Dehonjani, po ustanovitelju v drugi polovici 19. stoletja, Jean Dehon, in posebej razširjajo duhovnost srca Jezusovega. Se pravi, usmiljenje in tudi delo z ubogimi, delo z delavci. To je njihova karizma, tako da se zgledujejo po socialni encikliki papeža Leona XIII. Rerum Novarum, zanimivo, spet najdemo vzporedbo s papežem, ki je prevzel to ime in seveda tudi program, ki ga je Leon XIV. Načrtoval. Tako da je bil že sedaj v okviru Nemške škofovske konference, škof Wilmer je bil odgovoren za družbena vprašanja, za dialog z moderno družbo. Kaj pa je škof Wilmer na tiskovni konferenci povedal o spolnih zlorabah, celibatu, ženskem duhovništvu? S spolnimi zlorabami se je Wilmer še dolgo ukvarjal, odkar je postal škof. Morda je dobro, da navedem podatek. 2018. je izšla publikacija, kjer so obelodanili številne spolne zlorabe v nemški katoliški cerkvi. To je bil kar hud šok za kristjane, za katoličane, še posebej za družbo. Takrat so se začeli množični izstopi iz nemške katoliške cerkve. No, in takrat je predsednik Nemške škofovske konference bil nadškof, münchenski in kardinal Reinhard Marx. In on je pravzaprav arhitekt te sinodalne poti, ki jo je potem nadaljeval škof iz Frankfurta, limburški škof Georg Betzing, ki je pa majčkeno bolj, bi rekel, na brusu meč in zahteval tudi v pogovoru z Rimom, da se stališča Nemške škofovske konference oziroma sinodalne poti tudi upoštevajo. Tako da tukaj je bilo nekaj sporov, ampak ta novi predsednik Wilmer pa šteje nekje v sredino med progresivnimi nemškimi škofi in konzervativnimi. Tako da je pomirjujoč glas in dobra obljuba, da bo ta sinodalna pot šla naprej po pravi poti.
Ste vprašali tudi glede celibata in posvečenja žensk, diakonskega in duhovniškega posvečenja. Tukaj ima Vilmer glede mesta žensk v cerkvi zelo odprta stališča, da se lahko vse debatira, da se lahko vse ureja in na novo namesti, se pa spoštuje, kot on večkrat poudarja, odločitev papeža Janeza Pavla II. Iz leta 1994, da cerkev nima pristojnosti o tem odločati. Tako da glede celibata on poudarja bogato duhovno tradicijo in sadove celibata v cerkvi, pušča pa odprto debato, da se o tem debatira in analizira in načrtuje. Na tiskovni konferenci ob koncu zasedanja je med drugim omenil glede pridiganja neposvečenih moških in žensk, da bo to predlagal v Rimu, morda malce ozadja tega? Tukaj je kar problem, prvič pomanjkanje duhovnikov. Na župniji v Stuttgartu, kjer delujem, sveti Konrad, mi Slovenci imamo mašo vsako nedeljo, nemška skupnost ima samo enkrat na mesec. Medtem ko druge 3 nedelje je na vrsti besedno bogoslužje, kjer seveda potem laiki tudi pridigajo. Tukaj je precej razširjena praksa, da občasno povabimo tudi koga od laikov, da jih Sveti Duh razsvetli in da povejo kaj pametnega. Jaz ne vidim nič narobe v tem in sem gotov, da bo novi predsednik Nemške škofovske konference Vilmer to zelo dobro urejal s Rimom. Kot ste omenili, škof Vilmer predstavlja nek most med reformnimi in konservativnimi škofi in da ima dobre povezave z Rimom. Kaj to pravzaprav sploh pomeni? Ja, veste, moramo vedeti, ta podatek je zanimiv, 27 škofij je v Nemčiji, 7 nadškofij, kot je München, Freiburg, potem Hamburg, Berlin, Bamberg in še 2. To so nadškofije metropolije, medtem ko temu je treba dodati še 20 drugih. Se pravi, en zbor 27 škofov predstavlja Nemško škofovsko konferenco in včasih je treba usklajevati, tako da poznamo nekatere škofe, ki so kot dirkači, ki gredo hitro in veliko naprej, druge, ki majčkeno vlečejo nazaj, večina je pa sredinskih, tako kot škof Vilmer. Mu bo torej uspelo ohraniti enotnost nemških škofov? Zagotovo. V to sem trdno prepričan, kajti Nemčija je teološko močna in, veste, največji delodajalec v Nemčiji je katoliška in evangeličanska cerkev. To je po eni strani v redu, ker omogoča izobraževanje. To se ne da primerjati z izobraževanjem teološkim, antropološkim v Sloveniji pa v Nemčiji. Tukaj je vrsta laikov, ki so izobraženi in ki želijo imeti tudi svoj glas. Tudi predlog nemške sinode je nek sinodalni svet, ki ga Rim še ni sprejel, kjer bi škofje in laiki skupaj sedeli za isto mizo in bi imeli tudi pravico glasovanja. Doktor Zvone Štrukelj, kakšno pa je sicer stanje članstva v katoliški cerkvi v Nemčiji in ali je novi predsednik škofovske konference naslovil tudi to temo? Večkrat je o tem govoril že pred izvolitvijo, sedaj pa tudi in je poudarjal, da to zmanjšanje oziroma izstopi iz cerkve niso le administrativno vprašanje ali pa finančno, ker kot veste, v Nemčiji je cerkveni davek tako v evangeličanski kot katoliški cerkvi. In ta davek omogoča marsikaj. Recimo v Stuttgartu je okrog 5 bolnišnic, Marijen Hospital je katoliški, potem druga bolnica je evangeličanska, tretja jo vodijo verni laiki in tako naprej, ena je občinska, ena državna, ampak ni nobene razlike, če prideš v katoliško, pa si musliman, si prav tako obravnavan s spoštovanjem kot pacient. Vidite, potem druge stvari na področju šolstva, koliko je zasebnih kvalitetnih katoliških šol in univerz, sociala in tako naprej. Tako da spomnim se, ko v prvem obdobju, ko sem bil v Stuttgartu, je Schröder hotel ukiniti cerkveni davek, no pa so mu svetovalci potem rekli, poglejte, lahko naredimo to,
ampak koliko motiviranih delavcev bo odpadlo. Se pravi, tisti, ki delajo z eno vsebinsko motivacijo, z vztrajnostjo, s človečnostjo. Tako da jaz ne bi bil v Sloveniji za cerkveni davek, absolutno ne, ampak v Nemčiji pa funkcionira. Odpadov je kar vsako leto po več 100.000, to je zaskrbljujoče. Škof Vilmer pa je poudaril, ne gre samo za administrativen problem, pa finančni, ki sem ga omenil, gre tudi za vprašanje zaupanja. Kako bomo mi zdaj kot cerkev, ki služi pričevalni, da bomo to Jezusovo oznanilo, evangelij, ohranili živ in dejaven med nami. Škofovske konference se običajno ne opredeljujejo do političnih strank, v zadnjem času pa se je Nemška škofovska konferenca že večkrat opredelila do stranke Alternativa za Nemčijo. Kakšno stališče je do nje zavzela na spomladanskem zasedanju? Ja, zelo, zelo odločno. Bom povzel, kratka izjava je bila, da stališča in program Alternative za Nemčijo, AfD, niso v skladu s krščanskimi vrednotami. In potem tisti, ki omalovažujejo manjšine in spodbujajo sovraštvo med ljudmi, niso naš partner. Pri volitvah bodite pozorni na to. To je sporočilo krasno, kratko in zelo jasno. Kdaj bodo volitve? Ja, prav danes 8. so pokrajinske volitve. Se pravi, tudi pomembna stvar, ker pokrajine imajo v Nemčiji kar veliko avtonomijo. Tukaj se bo že videlo, kako bo, potem državne pa čez nekaj let na ravni celotne Nemčije. Dr. Zvone Štrukelj, kakšen je vaš vtis, ko ste se po 13 letih v Bruslju vrnili v Stuttgart? Kaj se je spremenilo? Ja, v Bruslu je kreativni kaos, kar je meni blizu pravzaprav. Tukaj je pa red in disciplina, sestanki, načrtovanja, tako da na to se moram še nazaj privaditi. Koliko let ste prej živeli v Stuttgartu in delovali tam? Prej sem bil 11 let, od 2001 do konca leta 2012. Krasno obdobje, imam lepe spomine, marsikaj zanimivega smo doživeli, načrtovali. Takrat je druga generacija naših izseljencev imela otroke, ki so bili šoloobvezni in so bile lepe birmanske in prvoobhajilne skupine. Potem smo organizirali vzgojno-družinske seminarje, kjer je bilo po 100 staršev in otrok in tudi zanimive izlete, tako da ni bilo dolg čas. Se pravi, so tisti otroci, ki ste jih takrat imeli, recimo pri verouku in tako naprej, imajo zdaj že svoje otroke, so še vključeni v cerkev? Se poročajo in upam, imamo en dober pastoralni načrt dela z mladimi, da bomo na tem področju uspešni. To je bilo vse v tokratni oddaji. Dr. Zvone Štrukelj, hvala za pogovor. Hvala lepa tudi vam in vse dobro in lepo nedeljo. Oddajo sem pripravila Marta Jerebič. Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si. Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognišče.